Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Rotary klub Idrija in godbeno društvo rudarjev napovedujeta dobrodelni koncert. V oddaji pozdravljam Nives Bizjak, predsednico godbenega društva rudarjev iz Idrije. Dobrodošli in pozdravljeni v naši oddaji. Pozdravljeni, hvala. Povejte nam, kako potekajo priprave, to bo velik koncert. Ja, to bo velik koncert, tudi za nas prav poseben koncert. Priprave seveda že potekajo, zdaj se res že intenzivno pripravljamo na ta koncert in upam, da nam bo uspelo. Imate tudi že izkušnjo, mislim, da dobro izkušnjo, pred 8 leti ste ravno tako z Rotary klubom naredili podoben projekt. Res je, ja, z Rotary klubom Idrija smo že sodelovali ravno tako na dobrodelnem koncertu. Odzivi in sam namen je bil odličen in dober, tako da smo se potem na povabilo Rotary kluba Idrija in njihovega predsednika, torej gospoda Bojana Gantarja, tudi letos z veseljem odzvali njihovemu povabilu in ja, spet pripravljamo, jaz mislim, da res en lep in srčen dogodek za dober namen, torej dobrodelni koncert. Je pa res, da ne boste več nastopili za ta koncert v telovadnici gimnazije. Res je, nastopili bomo v Modri dvorani v Idriji. Po njeni prenovi je sedaj res tudi dobro akustična, kolikor je lahko za športno dvorano, ampak res akustika je zelo dobra, tako da ja, bomo imeli koncert v Modri dvorani, ker je tudi po velikosti sprejme več obiskovalcev, tako da smo se potem odločili za Modro dvorano. Zanimiva je ta igra števil. Nastopili boste 6.6.26. Tako je, ta šestka se kar ponavlja. Upam, da je srečno število, no, tako 6.6., torej 6. junija letos ob 20. uri v Modri dvorani prirejamo ta dobrodelni koncert. Godba bi že sama privabila zagotovo zelo veliko poslušalcev. Če pa imate tako eminentne in odlične goste, soliste, pa bo udeležba najbrž še toliko večja. Kdo torej pride? Ja, k sodelovanju smo torej povabili res legendi, eminenci slovenske popevke, lahko rečem. Torej, povabili smo Alenko Godec in Ota Pestnerja, ki sta se povabilu z veseljem odzvala. Zraven pa smo povabili tudi otroški in mladinski pevski zbor Osnovne šole Idrija. Tukaj imam tudi koncertni program, mi ga je posredoval dirigent in lahko poveva, da bodo poslušalci slišali v odlični izvedbi, naprimer Poletno noč, 30 let, Mati bodiva prijatelja, Vem nekje živeti mora, Čez Šuštarski most in seveda za konec tudi Dan ljubezni. To vse so zimzelene, skoraj večne skladbe, ne? Tako, zimzelene večne skladbe slovenske popevke, ki je še danes sede v uho in je poslušljiva vsem poslušalcem. Vsi poznamo slovenske popevke in mislim, da so res odlične. Ob vsem tem pa ne gre prezreti tudi tega prenosa medgeneracijskega, ne? Te popevke bodo pomagali izvajati tudi pevci otroškega pevskega zbora Osnovne šole iz Idrije. Se vam zdi ta povezava primerna? Ja, seveda, povezava primerna, večna slovenska popevka tako za mlade in malo starejše. Je pa tudi glede namena, se pravi dobrodelnega koncerta, torej sredstva, ki bodo zbrana na koncertu, bodo praktično šla v roke oziroma za otroke, tako da se nam je ta povezava zdela potem smiselna. Ja, lahko poveva nekaj tudi o zbiranju sredstev, o namenu za zbiranje sredstev. In sicer Društvo junaki tretjega nadstropja je društvo, ki deluje v Ljubljani in pomaga otrokom z rakom, ki so zdravljeni na hemato-onkološkem oddelku pediatrične klinike v Ljubljani. Ti otroci pravzaprav potrebujejo neke primerne pogoje za zdravljenje. Poznate to?
Tako, ja, mislim, da je nam to društvo kar znano, torej Društvo Junaki tretjega nadstropja, pomaga otrokom, ki so zboleli za rakom in se zdravijo na Hemato-onkološkem inštitutu oziroma oddelku pediatrične klinike v Ljubljani. Za ta zdravstveni medicinski del seveda poskrbijo zdravstveni delavci, zdravniki in ostalo osebje, kar pa je potem tega dela, ki je tudi nujno potreben za otroke, torej lahko rečemo bolj socialni del, tako da se lahko tam potem tudi gibajo, učijo, družijo, da je potem so te prostori primerni tudi za njihove družinske člane in družine, ki so tam z njimi, pa v bistvu skrbijo tukaj v društvu Junaki tretjega nadstropja. Trenutno si prizadevajo za dozidavo oziroma predelavo teh prostorov, da bodo še bolj kakovostni in še večji namen, torej zato bodo potem tudi nekako porabili to donacijo oziroma ta sredstva. Drugi del teh sredstev pa namenjate Zvezi prijateljev mladine iz Idrije. Za katere namene? Ja, Zveza prijateljev mladine iz Idrije, torej spet bo šel namen torej za otroke iz idrijskega, iz socialno šibkejših družin. Sredstva bodo namenjena torej za letno letovanje poleti, ki ga organizira Zveza prijateljev mladine Idrija, za namen botrstva in pa tudi za financiranje oziroma sofinanciranje kot pomoč otrokom oziroma dijakom idrijske gimnazije, ki si težje privoščijo tedne športa. Kako lahko občani sodelujejo v tem projektu? Najbrž tako, da kupijo vstopnico. Tako, da pridejo na koncert, kupijo vstopnico, si naredijo lep večer, obenem pa seveda še pomagajo otrokom. Cena vstopnice bo? Cena vstopnice bo 15 €. Mislim, da ni preveč. Mislim, da ne. Pred 8 leti ste imeli podoben projekt, takrat ste izdali tudi to zelo lično oblikovano in tudi v glasbenem smislu vrhunsko CD ploščo. Boste kaj podobnega izdali tudi letos? Letos CD plošče ne bo. Res smo se osredotočili in se čim bolj osredotočamo na to, da bodo res čim več sredstev šlo v namen, ki smo si ga zadali. Torej ja, tudi potem te zadeve tudi potegnejo za sabo neko finančna sredstva, tako da letos teh stvari ne bo, bo pa tukaj koncert, ostale sredstva pa res vse v roke, torej Društvu Junakom tretjega nadstropja in Zvezi prijateljev mladine Idrija. Bližnjice, tako da bi rekli, ne grem na koncert, bom poslušal CD, te bližnjice letos ne bo. Ne, samo v živo. Samo v živo. Modra dvorana, ste že prej omenili, je po zadnji prenovi tudi akustično precej izboljšana, ne? To bo pravzaprav vaš drugi nastop v tej prenovljeni dvorani. Tako, ja. Lansko leto, ob koncu leta smo prvič v bistvu nastopili v prenovljeni modri dvorani ob naši 360. obletnici, torej z našim slavnostnim koncertom smo tudi nekako otvorili modro dvorano in res je, po zadnji prenovi je res dobro akustična. Priprave so najbrž v polnem teku, sami ste vpeti v mnoga opravila. Najbrž si tako publika ne predstavlja, koliko stvari je treba postoriti, da je koncert uspešen, ne? Res je, pač eno je ta glasbeni del, torej vaje in vse, drugo pa je potem tudi organizacijski del, da res vse teče tako, kot mora, od ozvočenja, osvetlitve, do vse organizacije in tako naprej. Tako da ja, dela je kar veliko. Za glasbeni del bo skrbel vaš dirigent Aljoša Deferi. Je zelo tako prizadevan, se je zelo zavzel za ta projekt? Ja, seveda, za vsak koncert se tako dirigent kot vsi člani res zavzamemo, da ga speljemo kar se da najboljše, kar je v naši moči. Nives Bizek, jaz vam želim, da bi vam ta projekt uspel, da bi zbrali čim več sredstev
in jih namenili za ta dober namen. Hvala vam za ta pogovor in za obisk v našem studiu. Hvala vam. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.